Iz Londona pote puk, vedno dela puk. Oh, 1, 2, 3, Junija več na tem svetu ni. Živjo, s Karitasom so nam poslali povabilo za sodelovanje v akciji Pokloni zvezek. Ampak najprej se bomo mi malo pogovorili o dobrodelnosti in solidarnosti. Vsak dan se srečujemo z znanci, sorodniki, sovrstniki, ki se znajdejo v različnih težavah. Ob tem pa sta prisotna tudi solidarnost in dobrodelnost. Pripravila sem vam plakat, na katerega bomo zapisali vaše misli o dobrodelnosti in solidarnosti. Rada bi pa tudi, da povprašate vaše sovrstnike, kaj menijo o tem. Ampak najprej vi, kaj je za vas dobrodelnost? Kaj je za vas solidarnost? Kadar slišim besedo solidarnost, se spomnim na ljudi, ki ne živijo drug mimo drugega, ampak imajo čut za sočloveka. Tudi ko opravim dobro delo, sem solidarna. Meni solidarnost pomeni, da imam nekoga v mislih, ki potrebuje našo pomoč, zanj pa lahko nekaj konkretnega naredim. Ga obiščem. Lahko jim pomagamo pri učenju ali pa držimo pesti, ko so vprašani. Se z njimi pogovarjam, mu posodim svinčnik. Tudi sodelovanje na dobrodelnem koncertu je velika dobrodelnost, tako vseh nastopajočih kot vseh darovalcev, ki namenijo denar za ljudi v stiski. Prostovoljci, oni so pri svojem delu in srečevanju z ljudmi zelo povezani z dobrodelnostjo. Mnogi otroci z družinami ne morejo oditi na morje, zato pa lahko s Karitas odidejo na počitnice biserov. Kaj mislite, kdo potrebuje našo pomoč? Družine, ki so jih prizadele naravne nesreče, potresi, poplave, neurja. Otroci v Afriki bi rabili našo pomoč. Družine, v katerih starši izgubijo delo in tako zelo težko živijo. Družine, v katerih se zgodi kakšna nesreča, jih doleti bolezen. Res je, tako kot ste našteli, veliko je družin, ki težko preživijo dan in vsak evro skrbno porabijo. Veliko je takih družin v Afriki in povsod po svetu. Vse več pa je takih družin tudi v Sloveniji, vaših sovrstnikov, ki potrebujejo pomoč. Te družine poiščejo pomoč na Karitas in drugih dobrodelnih organizacijah, da lažje preživijo mesec. Zdaj boste pa na vrsti vi. Predlagam, da se kot novinarji odpravite po šoli in posnamete, kaj vaši sovrstniki menijo o dobrodelnosti in solidarnosti. Živa Petra, kaj delaš? Urejamo glasno desko. Midva pa pripravljava video v zvezi s solidarnostjo in dobrodelnostjo. Te lahko nekaj vprašava? Ja. Leja, poznaš koga, ki živi v stiski? Ja, v našem razredu je sošolec, ki je zelo živahen in ki se ga vsi izogibajo. Večkrat mi pove, da je žalosten, ker sta starša izgubila delo in ker živijo v stiski. Hvala. Res ti hvala, čau. Današnja kosil pa dobro zgleda. Ja, današnje kosilo je res odlično. A te lahko nekaj vprašava? Lahko. Kaj ti pomeni, da lahko ješ tukaj skupaj s sošolci? Ja, fajn je, če so še ostali zraven. Kaj pa ti pomeni hrana? Ja, hrana je zelo dragocena, pa mami velikokrat prav, da naj si naložim to, kolikor bom pojedel. Še jaz bi te nekaj vprašala. Se kdaj spomniš tudi na tiste otroke, ki nimajo veliko za jest? Ja, velikokrat se spomnim na te otroke, ki grejo lačni spat. Ok, hvala, da si vzel čas. Kako živahno je tu. Tomaž, vidim, da zelo rad igraš nogomet. Je tudi pri nogometu kakšna solidarnost? Nogomet res rad igram vsak trenutek, ko imam čas. Tudi med odmorom, če je le mogoče. Zadnjič se nam je pridružil nek sošolec, ki še nikoli ni igral nogometa. Najprej sem mu razložil pravila igre, nato pa smo skupaj zaigrali. Trudil sem se, da bi imel čim več možnosti podati na gol. Hvala za tvoje odgovore, Tomaž. Prosim. Šola, učenci, šolske torbe, koliko jih je? Ej, čakajte, vaj lahko ustaviva za nekaj vprašanj? Ja, seveda. Mogoče veš, kaj je dobro delo? Ja, to je to, da nekomu drugemu narediš kaj dobrega.
Si ti že kdaj naredila v šoli kakšno dobro delo? Seveda, moj sošolec ni znal govoriti slovensko. Na začetku mu je bilo zelo, zelo težko, poleg tega pa je imel le en zvezek. Jaz se še kar dobro učim, zato sem mu po pouku pomagala delati domačo nalogo, za nekaj časa pa sem mu posodila tudi svoj učbenik. Super, hvala vama. Dio. Kako ste bili uspešni? Bili smo presenečeni, kako dobre odgovore smo dobili od najmlajših. Presenetljivo, kako modro razmišljajo. Jaz sem bila te dni še posebej pozorna na take stiske in sem se spomnila na deklico iz naše vasi, ki jo večkrat vidim. Vzela sem si čas in jo obiskala. Življenje njene družine res ni običajno, saj je zelo skromno, a vseeno lepo. Lahko ga delim z vami. Sem Neža in obiskujem 5. razred. Stara sem 10 let. Naša družina živi v starejši hiši sredi vasi. Pred hišo imamo manjše dvorišče, kjer se z bratcem Nejcem igrava z najnim zajčkom Sivčkom. Hraniva ga s korenčkom, suhim kruhom in travo. Za hišo je večji vrt, kjer mama prideluje zelenjavo. Največ pridelamo krompirja in paradižnika, saj imamo vsi v naši družini najrajši. Ko pridem iz šole, me na mizi čaka kosilo. Mama me vpraša, kako je bilo v šoli, jaz pa sem običajno tiho. Z bratcem si deliva sobo, ki je zelo majhna. V njej zelo rada prebiram knjige. Zelo si želim igrati kitaro, vendar nimamo denarja za plačilo glasbene šole. Pred leti sta mami in oči najela kredit za obnovo naše hiše. Mama je šivilja in ko je zbolela, je izgubila službo. Tudi očka si je moral poiskati novo delo. Žal pa ga je našel le v tujini. Zaradi kredita, ki ga redno plačujemo, živimo skromno, ampak se imamo zelo radi. Očka pravi, da bo mama mogoče končno našla službo. Takrat bom lahko kupila kitaro, Nejc pa se bo lahko vpisal v nogometni klub. V naši vasi nimam nobene prijateljice, s katero bi se lahko igrala. Tudi v šoli sem bolj sama, saj nimam svojega telefona kot ostali sošolci in nimam najnovejših oblačil. Skupaj z mamico vsake toliko časa obiščeva Karitas, kjer si izbereva oblačila in prejmeva paket s hrano. Veliko se pogovarjam s svojim bratcem, ko greva skupaj peš v šolo in nazaj. Z Nejcem komaj čakava, da je konec tedna, ko pride očka domov. Tudi mami je zelo vesela, ker ga cel teden ne vidimo. Z mamico pospraviva hišo, Nejc pa očku pomaga pri urejanju okolice in skrbi za Sivčka. Popoldan pa si vzamemo čas za igro. Mama ima na vrtu posajene cvetlice. Ob nedeljah obiščemo staro mamo. Jaz ji prinesem šopek rož in jo zelo razveselim. Ker je daleč, je ne moram obiskati med tednom, zato ji včasih narišem risbico in jo pošljem po pošti. Kmalu bo konec šolskega leta. Mamo in očka že skrbi, kakšen bo najin vstop v novo šolsko leto. Skrbi ju, ali bomo zmogli nakupiti vse zvezke, pa novo torbo, copate. Z Nejcem rabiva tudi kakšen nov pulover in športno opremo. Mami in oči si bosta spet sposodila denar za delovne zvezke, za barvice, peresnico in zvezke pa bosta pisala na Karitas. Jaz pa se že veselim poletja, saj bova z bratcem lahko več časa z zajčkom Sivčkom. Veliko se bova igrala. Ko pa bo zelo vroče, nas bo očka odpeljal na bližnje jezero, da se malo ohladimo in preživimo sončen dan skupaj. To je pa res zgodba, ki nas lahko nagovori. Ali bi jo lahko zapisala, da bi jo uporabili pri predstavitvi akcije? Ja, lahko. Kaj pa, če bi šli na Karitas povprašati, kako oni pomagajo družinam v stiski? To bi pa lahko jaz naredil. Jaz pa bom šla s tabo. Dobar dan. Dobar dan. Danes so se oglasila, da vam postaviva nekaj vprašanj. Koliko je otrok v Sloveniji, ki se k vam obračajo po pomoč za šolske potrebščine? Samo Slovenska Karitas letno pomaga 12.000 otrokom s šolskimi potrebščinami. To je otrok za 470 razredov.
Prav ti otroci tudi potrebujejo pomoč pri šolskih potrebščinah. Taki otroci so tudi na vaši šoli. Ali otrokom in njihovim družinam pomagate tudi kako drugače? Seveda, poleg akcije Pokloni zvezek imamo tudi druge oblike pomoči. Otrokom pomagamo tudi z nakupom delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Organiziramo tudi počitnice otrok in počitnice družin. Prav tako nudimo tudi materialno pomoč v obliki paketov hrane, v obliki oblačil in v obliki plačil položnic. Imamo pa tudi botrstva, v okviru botrstev pa pomagamo otrokom pri plačilu dejavnosti, ki so izven šole in jim na ta način omogočamo enakovreden vklop v družbo in aktivno preživljanje prostega časa. Veste, v našem kraju živi družina, ki živi zelo skromno. Ali bi lahko za njuna 2 otroka dobila nekaj zvezkov? Seveda lahko. Izvolita. Hvala. Prosim. To bo do konca šolskega leta verjetno dovolj. Ko se bo pričelo novo šolsko leto, pa se znova oglasite in pripravili vam bomo zvezke iz nove akcije Pokloni zvezek. Hvala za sodelovanje in tudi mi upamo, da bomo zbrali dovolj zvezkov za te otroke. Kako lepo ste dopolnili naš plakat, pa tudi lep filmček je nastal. Pri tem pa je pomembno, da se zavedate, da stiske in težave niso nobena sramota. Niti ni potrebno, da se nam kdo smili, kajti posebej otroci tega ne marajo. Vsakdo se lahko kdaj znajde v stiskah in težavah. Pogori ti hiša, propade podjetje, lahko pride bolezen ali se zgodi prometna nesreča. Vsak bi si takrat rad pomagal sam. Vendar včasih to ne gre. Zato potrebujemo pomoč prijateljev, sorodnikov, sosedov, znancev in dobrodelnih organizacij. In zdaj ste na vrsti vi. Zbrali smo kar precej materijala, da lahko učencem na šoli predstavite akcijo Pokloni zvezek. Manca in Ajda pa sta natančno prebrali navodila o akciji Pokloni zvezek in nam jih bosta sedaj predstavili. Akcija bo potekala v maju. Zvezke zbiramo za otroke v Sloveniji, katerih starši nimajo dovolj sredstev, da bi kupili šolske potrebščine. Zbiramo velike črtaste zvezke, ki jih največkrat potrebujemo v šoli. Lahko pa prinesete tudi kakšen drugačen zvezek, ki jih v šoli tudi potrebujemo. Za starše bomo pripravili posebno obvestilo, na katerem bo pisalo, komu so zvezki namenjeni in kaj zbiramo v akciji Pokloni zvezek. Najbolje je, da zvezek ali več zvezkov kupite kar skupaj starši in pri tem prispevate tudi del svoje žepnine. Tukaj je še razglednica, ki je zelo pomembna. Nanjo bo vsak, ki poklanja zvezek, napisal kakšno lepo misel ali pa narisal risbico in jo vložil v zvezek. Tako bo ta lepa misel skupaj z zvezkom prišla do otrok, ki potrebujejo pomoč. Zvezke zbiramo v škatli v razredu. Nato pa bodo sodelavci Karitas v juniju prišli ponje in jih preko poletja porazdelili otrokom, ki jih potrebujejo. Tako, zdaj pa veselo na delo, k spodbujanju vaših sošolcev in z mislijo na vaše sovrstnike, ki tako kot Neža potrebujejo pomoč, da se bodo lahko učili. Nekaj sem se spomnil. Lahko bi imeli dobrodelno prireditev in bi za vstopnino vsak prinesel en zvezek. Odlična ideja, Žiga!